Zakaj bo Google v naslednjem letu prav zares čisto zajebal slovenske medije? Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Zdi se, da noben na spletu ne govori o Googlovem relativno zloveščem načrtu, da v naslednjem letu že kar vgradi v Google Chrome Adblocker, ki bo blokiral večino zelo nadležnih oglasov. Ja, prav imate, tistih nadležnih oglasov, zaradi katerih nas večina zapusti določene spletne strani. Ampak, kje je tukaj problem? Pa zakaj se sploh je znanost tukaj? Problem je v tem, da s temi oglasi slovenski mediji pravzaprav prdelajo 70% denarja. Najdete moramo recept, drugačno bomo od marca 2018 imeli kaj delati. Zdaj jaz že 2 tedna govorim s folkom, pa mu probam zadeve pojasniti, klicarem različne firme, pogovarjajo so se s Celtro, Celtro to je una firma, ki dela ful hude mobilne oglase, ki pa so tudi rahlo moteči, čisto zares, in tudi ne vem, kako bojo complyali z temi novimi pravili Google. Mislim, vsemi temi klici zdaj, tem klicom zdaj, pa s tem klicom prej, lahko samo eno stvar ugotovim. Google v bistvu to počne zaradi enega simpa razloga. Vedno več uporabnikov namreč inštalira adblockerje na svoje brskalnike. In s tem, ko inštalirate adblockerje, v bistvu blokira tudi Googleove oglase. In Google tega noče. To je težava. Štekaš. Vse bi bilo lepo in prav, če bi Google rekel, ok, dam jaz ta filter na Chrome, tukaj smo zadeve rešene, ni več zvočnih oglasov, ni več nadležnih oglasov, ampak pa tudi na YouTubeu ni pre-rollo, pa mid-rollo, pa raznih drugih oglasnih formatov, ki jih glitko vsi preklinjamo. Če zares so enako moteči ali pa bolj moteči, se pač zgodijo v YouTube-u playerju, da skoči mi nekaj v faco, pa me ampak mi skoči v moja pozornost, pa me glitko nategne. In ponavadi so to oglasi, ki so precej bizarni. V bistvu zdaj tako bi bilo ful žalostno, če ne bi povedal, kam grem. Da gremo v mesto na eno prireditev Kasali Brunkovec. Te žuri so znani kot dobri žuri in tokrat bomo Makalonci v centru Ljubljane ob Ljubljanci in obetam si pač, da bom videl veliko ljudi.